Poslednji, to je obodovska specialna epizoda za serijo The Last of Us, po slovensko zadnji med nami, po obodovsko poslednji od nas. Specialna epizoda, ki je res nekaj posebnega, saj je krajša, aktualna, tonalna, karnalna, nevarna, udarna, viralna, a vedno senzualna. Danes delamo 8. predzadnjo epizodo serije z naslovom When We Are in Need, ko smo v škripcih, ki je na HBO Max od danes, ko tole snemamo, torej z vaše časovne točke včeraj. Z vami smo kot ničkolikokrat Mito Gegić, Bog z vami. Igor Harp, to je Igor Harp, in Aljoša Harlamo. Opozorilo epizoda bo vsebovala kvarnike, kljub temu, da je sveža in še topla. In muzika! Super, skratka, pogledali smo si 8. epizodo in to je predzadnja epizoda prve sezone. Saj druga sezona je že potrjena, tako da lahko komot govorimo o prvi sezoni. Seveda najprej mogoče tisto, kar ponovadi povemo. Režiral jo je Ali Abasi, ki je naredil Shelley, pa Border in Holy Spider. Igor, gledal karkoli od tega? Ja, Border sem gledal in je ful dober film. Aha, okay. In je norvežanski film o trolih. Norvežanski. Norveški. Okay. Po literarni predlogi istega pisatelja, ki je napisal Let the Right One In. Tako da to daje eno fajn občutek, kak je ton zgodbe. Ful vredo režirano, se pa ful veselim in upam, da bom kmalu lahko kje videl tega Holy Spider, ki si ga omenil, ki je pa, koliko sem bral reviewov, eni so navdušeni, eni ne, ampak naj bi bilo to nekaj takega kot Zodiak, ampak v Iranu. Tako da... Sliši se dober. Zelo obetajoče in po tem, kar sem danes videl, mislim, včeraj v Last of Us, tudi imam precej visoka pričakovanja za Holy Spider. No, super, ja, scenarij je kot vedno, oziroma razen enkrat napisal Craig Mazin, in to so tisto, kar zdaj za začetek rabimo, in Igor je na vrsti, da povzame zgodbo 8. epizode. Torej, Ellie spravi ranjenega Joela pač v hišo, nekam, v eno klet, konja v garažo, zelo tale suburban vibe, na kar gre iskat hrano. Potem pa tudi vidimo tole mestece, ki je bivši resort in se imenuje, kako so že rekli, Silver Lake? Silver Lake, ja. Ja. Je pa to zanimivo, ker to je že drugi primer naselitve v resort, ne? Ker tudi tam tisto mesto je bil Dude Ranch ali nekaj takega. Ne? Skratka, te ljudje tam imajo enega pričarja, ki jih vodi z nekoliko trdo roko, začenjajo zgubljati zaupanje v to, da bojo še kdaj jedli in jim nasploh ne gre v redu. In ko Eli najde slučajno enega jelena in ga ustreli, pride ta pričar in second in command, I guess, prva do tja in potem imajo standoff. Ona jih prepriča, da je dajo penicilin v zameno za to, da obdržijo jelena lahko. Tale pričar jo hoče prepričati, da bi šla z njimi, ampak ona se seveda ne vda. Dobi penicilin, oni grejo nazaj in se takoj odločijo, gremo po njo. V bistvu, kot izvemo, tisti, ki so napadli Ellie in Joela, so bili iz te skupine in oni krivijo Joela za umor enega od svojih. Skratka, naslednja napade, ona jih proba zvleči, pobegniti na konju, jo ustrelijo, medtem pa pač ustrelijo konja, njo ujamejo, medtem pa Joel ranjen kot ninja, torej pač kome v ninja 0,5 sekunde in potem jih zelo brutalno dobi, zasliši, pobije in gre jo reševati. Ona pa medtem ugotovi, da tisto meso, ki so ga oni prejšnji dan jedli, ni bila divjačina, ampak... Je bila najbolj košer. Ja.
je bilo človeško meso, tako da so že zapadli v kanibalizem in seveda ne glede na to, koliko progresivno se trudi delovati tale pričar, je v bistvu čist klasičen vodja kulta, ki hoče imeti ženske pod sabo in da ga vsi obožujejo in pripravljen narediti karkoli za to in sploh ne verjame v Boga, kot trdi, da ga je našel in ne vem kaj vse. Na kar pač Eli sreča sekiro in veliko krvi. In potem se z gospodom sekira. In potem še pač zažge celo tisto, to je edini del, ki mi je bil malo off, ne? Kje so vsi ostali bili? Ona zažge tisto menzo in potem naenkrat nikogar ni več tam. Ne? Snežni metež je bil, ne? Mogoče malo prekratko pokazano, ampak Joela nekako vidiš v tem metežu, medtem ko ona dva sta pa noter, tako da I guess. No, skratka, potem Joel pride tja, se rešita, pobegneta in to je to. Happy family. Happy family. Super, hvala Igor. Mogoče za tiste, ki vas zanimajo finance. Posneta je bila ta epizoda februarja 2022 v Calgaryju v Alberti, oziroma v bližini mesteca Okotoks, ki poroča, da so lokalne trgovine zaradi snemanja serije zaslužile $18,000 kanadskih dobička imele od tega snemanja, kar je zelo lepo od njih. Koliko je to v evrih in kanadskih dolarjih? Približno isto, nekje. Skratka, Pedro Pascal je ful kupoval spominke, ali kaj, ne vem točno, skratka, kaj so, ampak ni slabo, skratka, če si kdaj želite, da bi prišli kdo snemati k vam. Ta epizoda odpre kar nekaj zelo zanimivih tem, zelo zanimivih idej. Jaz moram reči, da mi je bilo tak zanimiv indic mi je bil, kaj se dogaja v seriji, oziroma takoj pogruntaš, kam bo stvar šla, ker se tako najprej, ko spoznamo to skupnost, skratka se pogovarjajo o tem, molijo, berejo razodetje v Bibliji in seveda molijo za umrlega člana skupnosti. Takoj drugi pogovor pa je o manku hrane. Postapokaliptičnem svetu to zelo vešče pa še skupaj. Ja. Plus, pač zelo stereotipno je tole z Revelation, ne? Ker vse so tudi drugi deli Biblije, s katerimi bi lahko probal ljudi reljati za to, da ti sledijo, ampak pač dobro, ta je na prvo žogo. Tole kanibalizem je zelo hintan že potem, tudi ko on prenese pa reče, da je venison, so vsi tak dajmo se pretvarjati, da je take barve venison. In tudi kak ne morajo pokopati trupla in še enih par stvari. Ne? Samo tla so res zmržena. Calgaryju še posebej. To je res. Odprlo je to, hkrati je odprlo tole, da imamo nek kult, ker do zdaj še nismo imeli kaj takega v tem svetu, ne? Pač smo imeli druge oblike vlade, recimo, upravljanja, samoupravljanja celo. Ampak tule imamo zdaj verske fundamentaliste, ki pa hkrati, to se mi je zdelo tudi dosti povedno, se mu zdi celo bolj kot pač Jezusova beseda neka oblika tele gljive kot nekaj perfektnega, kot nekaj popolnega, k čemur bi bilo treba stremeti. Jaz sem tako razumel, da v bistvu dejansko tudi tiste pasaže iz razodetja, ki jih on bere ostalim, ki tudi zelo tako ponovi, da smo jih večkrat že dali skozi, zakaj ponavljam to eno in isto. Ne? On mislim, da je prepričan, da je to božji sel. Ne sam Bog, da so kordisepsi Bog ali pa božanstvo, ampak da je to božja stvar, ki je prišla sem povzročiti apokalipso, očistiti zemljo in pripeljati na raj. No. Meni se zdi, da je to ta catch, na katerem on jaha. No. Je pa to res, da v bistvu tale del, ta backstory te skupine je popolnoma nov. To v igri ni tega. Kako je to v igri? V igri v bistvu bolj ali manj celoten del je copy-paste. Bolj ali manj res. Par dialogov je premeščenih, umanjka zopet ta akcijski del, seveda tega pobijanja, pa infectedov in tako naprej. Aha, so tudi infected tukaj. Ja, mislim, v infected nastopijo v igri tam, kjer se David, ta vodja kulta, in Alice poznata kot James, leti po penicilin nazaj v skupnost.
v Silver Lake ju napadejo infected in ona dva morata takrat skupaj potegniti. In v igri imaš v bistvu tale neko, rečemo, potem enourno misijo, da preživiš napad in je nekako In mogoče... igraš kot Eli. Kot Eli, takrat celo prvič igraš kot Eli, ne? Drugače se v igri igraš Joela. No in se mi zdi, da v bistvu v igri imaš mogoče celo malo bolj feeling, da se ti David prikupi. Ker nekako sodeluje z njemu, si pomagata, veš, mislim, ta neka interaktivnost posredi te pripravi do tega, da potem, ko pa pride do tega revila, ne, da v bistvu, kako že on reče, vse se zgodi z razlogom, ne? Everything happens for a reason, je malo večji šok, kar se mi zdi, kot pa tukaj, ker je bil. Ja. Je pa tudi to, da Eli, ko ga ugrizne, on se ne začne spreminjati, oziroma vse ne vidimo tega. To je vse razloženo, sicer v prvi igri ne, sem pa bral o tem, da v drugi igri ona večkrat ugrizne nekoga, pa poljubi se tudi, pa tako naprej. In noben se ne spremeni, tako da ona ima nek bloker noter, tako da to tu ni neke debate. No, Tudi prenašalka ni očitno, je že imuna. Ja. Več pa ne morem zaradi spoilerov. Drugače, seveda, David igra Scott Shepard, Bridge of Spies, Jason Bourne. Idealen primek za nekoga, ki igra pričarja. Ja, absolutno. Shepard. In pa jaz sem si ga najbolj zapomnil v resnici v The Young Pope, tam je bil eden od teh kardinalov. Ja, točno, ja, bravo. Tako? Drugač pa... Torej specializiran za te vloge. Drugač pa oboževalce je najbolj razveselil, nekateri seveda tudi razburil Troy Baker, ker on igra, zato ker nekateri so zdaj po tej epizodi pripričani, da bi moral on igrati Joela Millerja, ker je seveda on njegova podoba v igri. Je pa to človek, ki je tako specializiran za to, da daje svojo podobo v špile, ker je, ne vem, v Uncharted, pa v Tales from the Borderlands, pa Bioshock, pa Final Fantasy 13. Pa še en bolj plemenit poklic ima, je tudi vodja podcasta uradnega Last of Us. Tako da, mislim, podcaster je, ne samo da je igralec. Ni bolj žlahnega poklica. Res ne. Posodil je glas, mogoče en namig za vse tiste, ki podcasterjev še ne zaposlujete. Skratka, posodil je glas v animiranih serijah, med drugim Batmanu, Hawkeyu, Lokiju, Red Guardianu, od filmov pa nima kaj dosti, The Phoenix Incident z 2016 je tako še najbolj znan. To je pa človek tudi glasbenik. Aha, okay. Neil Druckmann je odgovoril na te očitke, zakaj je v bistvu Troja ni noter, ker je precej kompetenten, sposoben igralec. No. Troj je zelo visok, pa vitek. Skratka, niti malo ne izgleda kot Joel. Ki bi moral biti malo bolj čakat, malo bolj, veš, rugged, kvadrat. Malo bolj Pedro Pascal. Meni se zdi, da si je čisti idealna vloga. Neil Druckmann je prav tako rekel, visok slog hipi. Je pač tako zgleda Troj in v bistvu napaše na to na lik Joela, no, tako da to je direktno odgovor prav na to varianto. Je pa Troj sam dosti dal na lik Joela, to je fora s kitaro, to je njegova zadeva bila, ne, prav od igralca. Medtem ko glasbeni zbor je pa vse od Druckmanna, ki pač Pearl Jam. Čakaj, gremo lepo še po vrsti, po epizodi. Meni se zdela pač zanimiva seveda tudi ta pogovor, prvi pogovor, ki ga ima Eli z Davidom, kjer pač David pove, da je ob apokalipsi odkril svojo vero, našel Jezusa, Boga, karkoli je pač našel. In se mi zdi pač tako fin odgovor od Eli, ki je tudi v apokalipsi ateistka. The whole world ended and you still believe in that shit. To se mi je zdelo tako. Sicer pa mislim, da je osrednja tema te epizode v resnici Davidova, kako bi človek rekel, Davidova ne dilema, ne bi rekel, da ravno dilema, ampak njegova odločitev. Ne? Kaj, zdaj, Igor, ti si rekel, da je vodja kulta. Ja, je malo so kultiš, čeprav meni, dobro, njihov odnos se mi je zdel, precej, zato ker on kar zaušnico pritala uni punčki, ki je fotor. In razloži, da je on oče od vseh in da bo tudi njej oče postal, pri čemer dajmo reči, da tule on ne govori o tem, da je oče v klasičnem smislu ali kakršnem koli, ki bi bil primeren, ampak da pač spi s vsemi temi puncami. Ja, prav gotovo, glede na to. Mislim, da precej razumljivo. K temu bomo še prišli, ampak meni se zdi pač zanimiva to vprašanje. Kaj je voditelj nepripravljen, ampak
kaj on lahko naredi za preživetje skupnosti. Ker tu imamo seveda dilemo, ne? Če bi on, ti si rekel, ob tistem, ko razdeljujejo meso, se vsem zdi, vsi se pretvarjajo. Ja. Ne vsi, večina skupnosti ne ve. No, tako je rečeno, večina skupnosti ne ve. Tudi on to pove, da ve samo malo ljudi. Ampak ko jih gledaš, ki jejo tisto meso, ko ga vsi precej zadržani. Vsi precej zadržani. In je pač vprašanje, a ni to neka njihova iluzija, ki jo seveda on vzdržuje. Zdaj pa, a je on upravi, kako daleč je voditelj lahko gre, da zaščiti svojo skupnost. Ampak tukaj, sploh to v zvezi s kanibalizmom, se mi zdi odlična vzporednica z filmom Snowpiercer, če ste gledali. Kjer pač ta lik, ki ga igra Chris Evans, ima pol travme zaradi tega, ker je to počel. In tam na vlaku dobesedno ni nič drugega. Samo tleh premalo časa gledamo, da bi sploh praskali do tega levela. Veš. Ja, ampak vseeno imaš zelo en ta odnos in tudi vidiš, kak je tudi to začetna scena tam, ko on potem kasneje razlaga, kak ga je to uničilo, ampak da je to se mu zdelo normalno, da je poje dojenčka, kot so ga tam in da potem si on odreže roko. In tukaj isto imaš primer dileme vodje, ki je pripravljen žrtvovati ljudi, ne pa si odrezati roke, da se drugi najejo. In to pokaže, zakaj on ni Jezus, ampak je prevarant. Jaz bi rekel, vsekakor ni moralen. Tu se mi zdi popoln suspenz morale, mislim, da smo že pri Station Level rekli, da preživetje ni dovolj. Njemu očitno je. Pač in je pripravljen vse narediti. Se tudi on reče, a ti ne misliš, da me to sramoti, kar počnem. Preživeti moramo, lačni smo. Kar Eli ni pripravljena sprejeti in tu se vidi popoln razkol med njima. Ona ni pripravljena tega koraka narediti. Tudi dvomi v hrano, ki jo on prinese, ko razkrinka, ko vidi uhlče. Drugače je pa to še v knjigi World War Z zelo v redu izpostavljeno. Pa se tudi vse te filmi o, kaj že bil on letalo v Himalaj s trmoglavi. Potem imaš Bukovila in naprimer omenjeno. Pač mislim, to je seveda, jaz bi rekel, da absolutno izgubijo človečnost s kanibalizmom, kar se seveda pokaže, mislim, da na vsej figuri Davida, posebej takrat, ko Eli ujame, potem spet kot pravim v nadaljevanju še, ker mi je to zelo pomemben prizor, ampak vseeno, mislim, po drugi strani pa pač oni morajo preživeti in on naredi, po eni strani pa se meni to zdi, to se zdaj bo slišal zelo grozno, plemenito od njega, da ostalim vzdržuje iluzijo, da se ne rabijo spraševati, da samo on pa enih tistih par, domnevam, da unike so zraven. James pa še vejo, da jejo človeško meso, vsem ostalim pa skriva, ker oni njim potem recimo, da zbriše to krivdo, ki jo sam mora nositi. Ampak spet pa, kaj pa to, kar naredi John Hurt, mislim, njegov lik v Snowpiercerju? Zakaj ne mečeš tega Snowpiercerja? Zato, ker tam dobesedno je ista dilema in on si odseka roko, da pojejo njegovo roko, zato da ne rabijo pojesti dojenčka. Je tale David ne? Ne, to se mi zdi, da je bolj moralno. Ja, ampak se recimo oni tam zdaj jejo njenega fotra do nepunce, ki je mrtev, ki ga je ubil Joel, ni da ga je on ubil. Pač to je meso, ki je wasted. Prosim, jaz imam čisto normalne prehranjevalne navade. Ali še gurman, ki bi rad jedel v najboljših restauracijah. Armie Hammer, ne nas klicati. Prosim, ni to te vrste podcast, ampak No, kaj pa je s tisto sceno, ko on Eli pina down? Smo že kar... Ne, čakaj, še smo pri 10 minut imamo, dajmo še tole razčistiti. Meni se ne zdi lahko odločitev, nekako na pol glupo spoštujem, da pač naredil, kar je naredil, ampak po drugi strani pa he had it coming, ker hkrati, da je v bistvu nasilen do te svoje iste skupnosti, ne samo fizično, še celo gastroekonomsko, ali kako naj temu rečem. Gastroekonomsko nasilje. Jaz vsekakor je. Ne vem, se mi zdi, da na koncu, kar faša potem od Eli, ta scena, v kateri pridemo, precej dobro posladkano ali zasoljeno.
Ne smemo pa pozabiti seveda na transubstanciacijo, ki je pač skratka Jezus. Katoliki seveda verjamejo, da to je razlika med katoliki in protestanti, pa med nekaterimi drugimi krščanskimi ločinami. Da katoliki so večinoma tisti, ki verjamejo v to, da se da je hostija resnično Jezusovo meso. In z tega vidika je seveda tudi to kanibalizem. Čakaj, vse sem si napisal, po slovensko je transubstanciacija prebistvenje. Prebistvenje. Wow, kako huda beseda. Nice. Tudi meni se je zdelo tako zelo filozofsko. Zato jo dajem ven. Prebistvenje. Kratka, to se mi zdi tudi ena taka, ne vem, če je namerno, a sem jaz prav razumel, da v igri niso oni katoliška. Ne, se pravi, v igri niso katoliki. No, mislim bere z Biblije, ne? Ja. No, vsi kristijani berejo. Skratka, kristijani. Kristijani so. Ne, v igri tega backstorija ni. Oni so pač skupnost, brez tistih velikih plakatov, kot jih ima on tlele v ozadju, kao when we are in need, he shall provide, ali kako so že imeli napisano. Tega ni. Oni so samo pač, rečemo temu, survivori, na kakršenkoli način pač to počno. Ne, meni se zdelo tlele v seriji pač tale tematska preslikava očetovstva, ta fora. Veš, on omeni parkrat to, jaz sem oče skupnosti, želim tebi biti oče na najbolj perverzen možen način. Po drugi strani imaš pa to zgodbo Ellie/Joel, ki se pa v bistvu zdaj nekako polnoplastično razmerje postalo, oziroma očetovsko razmerje postalo, predvsem na koncu. No? Tako da se mi je zdelo, da v bistvu ta kontrasta zelo lepo delata. Zraven nasilja, pa ugabije in vsega tega kuharije. Definitivno gre za vprašanje očeta. Kdo je tvoj oče? Zdaj, a je Bog tvoj oče? A je tvoj župnik tvoj oče? Všeč mi je, da nisi to za v angleščini rekel, kako to bi bilo who's your... Ne bom. Skratka, definitivno gre za to. Tudi vsi so opozarjali na to, da Eli seveda pri lovu in nošnji puške ful oponaša Joela. To, kako ga je on učil. Se v enem delu prej uči, ne? Tako ga je on zdaj ona in tudi skrbi zdaj njega, malo so vloge obrnjene. Hkrati pa tudi ena taka razlika med igro, če sem jaz med špilom in serijo je v tem, in tukaj wokeness intensifies, je, da skratka v špilu Joel udre noter in jo reši iz goreče stavbe. Tukaj notri pa Eli sama pride ven, da skratka se ona fizično reši, medtem ko je on njen emocionalni rešitelj. Ampak meni v špilu tudi ni bilo logično, ker je skoraj da identično v smislu tega, da David ne govori, jaz imam ključe, vse zaklenem, če želiš ven pridati, moraš mimo mene. V špilu se Joel bolj ali nekako prikrade noter brez ključev in je že tam nelogično. Tle se mi zdi dosti bolj suvereno v smislu logike. No? Tudi to je res, Tako da ne gre se niti toliko zaradi woke, da ona zdaj come out ali whatever. Pač, meni se zdi ideja, da bi to zdaj bilo woke ali ne. Mislim, to pa res malo že. Je woke, kar je lahko woke. Ja, če bediš si woke, ali kak? Awake, ne vem, to mi je tako. Eni so woke, drugi so pa ovce. Ne vem. Mislim, fani zdaj zadnje fully zahtevajo te serije neke nemogoče salte. Tako kot so pričakovali v tem delu, da bi tale James, ki ga igra Trey, ki je uprizoril Joela v igri, da bi se ta James in Pedro Pascal /Joel v tisti, v oni sceni, kjer Joel muči za lokacijo, da bi on njega in pol bi bilo to ful meta neki. Meta. Tam sicer se pokaže ena izmed dveh stvari, se pokaže, kako je Joel zdaj, ko varuje svojo hči, besedno na koncu, ko pridete skupaj, reče, it's okay, baby girl, skratka, jo dokončno posvoji, kako brezkompromisen, brezprosen, nasilen je Joel, ko varuje Eli. Skratka, on mu izda informacijo, kje pač Eli je, in ga seveda Joel ubije, potem pa ta drugi pač, zakaj si, če ti je povedal resnico, zakaj si ga ubil, pa on reče, sej, verjel sem mu in pol ubije še unga. To je zelo... Kar brutal, Mislim, ampak prideš blizu tega, kak je on pač v igri, kjer moraš pobiti milijon zombijev in ljudi, da pač... pa tudi, tu si niso čisto nič zmislili, to je čisto vse potegnilo ven, tako da v bistvu ni nobeno, vse zame ni bilo nobeno presenečenje. Je pa res prvič ga vidiš v tej bolj nasilni inačici v seriji. Mogoče zato deluje malo bolj... tam si ga že, ko grejo ven, ko jih Fedra ustavi.
iz Jako onga policaja ali kva že vojaka varnostnika. potovče. Ne, tu se mi zdi, da v bistvu ta njegov nasilno je predvsej bolj stopnjevano, se mi zdi ravno zaradi tega, ne, ker postane to razmerje dosti bolj plastično. Ne. V onem prvem delu se mi zdi, da samo nekaj preklopi, ne. Tukaj pa je prav ta premik iz njegovega stasi za 20-letnega spanja, ne, na svoji zgodovini, tukaj pa se končno prvič premakne ven v neko res bolj aktivno zadevo. Ne. Sicer pa jaz moram reči, da zdaj, če govorimo že o tem prizoru, zame je to bil eden najbolj tesnobnih, najbolj gnusnih prizorov. Američani imajo zelo dobro besedo, zato oziroma v angleščini je grooming, skratka, ko David pridobiva, osvaja, ne vem kaj, skratka, počne z Eli, ampak je ogabno, ker jo skratka skuša prepričati, da ne pride k njim, da in jo boža po roki in je pač skratka dobi zelo, zelo seksualne podtone, to, kar je že Igor, ne bom rekel namigoval, ampak jasno povedal. Ampak ja, tam note, to je zame eno res tako najbolj, pač, ker si zamišljaš pač Elino in njen blazen pogum, ker mu gre nasproti, mu da roko, potem pa mu zlomi prst, da mu krade, hoče ukrasti ključe. Še več, ona mu taji svoje ime, tako. Pol pa, ko mu zlomi prst, pa reče Eli mi je ime in vsem ostalim pove, da je Eli zlomila prste. Ne? Bede. Evo. Ja. No, meni se to zdela res super epizoda in me ful zanima, kaj bo sledilo v finalu. Mi to že ve. Ja, že vem, ja. Jaz si nisem mogel pomagati, sem mogel pogledati. Tako da hvala Warner Bros, da date press screenere za dnev čakanja. No. Ja, jaz ne vem, kaj se bo zgodilo. Tisto, kar sem pogledal iz Rajcerja, jaz ne vem, če iz tega lahko karkoli potegnem, razen da neki bosta končala, kar sta začela, reče Eli, in to je bolj manj to, kar izveš iz Rajcerja. To je res najbolj ziharaška fora, ko na ruleti, da je na črno. Ja, niti vidim, da se bojo zdaj spet po dolgem cajtu zombiji, no, vsaj eden ga pokaže. Treba, ja, ker zdaj jih res dolg ni bilo, kaj več si pa ne znam predstavljati. No, bomo videli, ja. Jaz sem hotel samo še to vaju vprašati, da ste opazili, da je bil v seriji tudi en product placement. A ni neko konzervo? Ne. Ko David reče, so hungry for vengeance, deliver it, je to prikrita reklama za Volt. Meni se je zdelo še kar miselno, ne vama bo. Okay. A še pol pove cifro, kaj ima na kufru. Ne, to se po moje pokaže spodje Američanom. You want some human meat? Kola Army Hammer. Ja, mi smo pač skratka v pričakovanju zadnje epizode, vse mi dva z Igorjem, no, Mito je že jo pogledal, o njej bomo se pogovarjali naslednji teden. To je bilo že naše mnenje o 8. epizodi serije The Last of Us. Kakšni pa so bili kaj vaši vtisi, povejte nam na Facebooku, Instagramu, Twitterju ali na Discordu, ali pa nas pocukajte na pločniku. In če boste preživeli, do takrat se torej znova slišimo danes teden, v torek 14. marca, ko bomo obdelali 9. in zadnjo epizodo z naslovom Look for the Light. Pa. Mljask. Čau. Mljask. Okay, to je bilo pa zdaj res ogavno.